Ti se kaj tega pod stresom zdaj, kaj snimaš? Jaz smo čist potne roke. Jaz tudi, midva niso se na televiziji. Stres. Vsi smo kdaj pod stresom, pa nad se ne da narediti. Mogoče pa ni čisto. V tem videoposnetku boste izvedeli, kakšne učinke ima stres na telo, kakšne ima učinke na naše počutje, kakšne ima učinke na naše obnašanje in pa a sploh kaj lahko naredimo sami. Živijo, dobrodošli nazaj na kanalu Diagnostičnega laboratorija Medicare Plus. Moje ime je Aleš, kolegica Bija, midva sta zdravstvena delavca in vas poskušava vsako nedeljo nekaj novega naučiti. Danes bi pa malo več besed spregovorili o stresu. Evo, bliža se poletje in poleti vsi komaj čakamo, da gremo na dopust. Pa niti ne toliko zaradi tega, ker bi lahko ležali lepo nekje v senčki, s knjigo v roki, pili pivo, ampak zato, ker na dopustu nismo pod stresom. In naše telo tako naučimo, da tiste zadnje tedne v službi zdrži še maksimalno obremenitev, ker vemo, da ga bomo potem nekje v juliju ali avgustu lahko razbremenili stresa. Kaj se pa zgodi, če ne pride do tega dopusta? Zato, ker nimamo te možnosti, ker smo si že skoraj dopust med letom ali pa zato, ker je nekaj pošlo vmes. Potem stres ostaja. Na vas je pa ne moreš reči, da si pod stresom. In ker je treba razlikovati med akutnim stresom, to je stres recimo, ne vem, da morate zdaj skočiti z bungee jumpingom, pod stresom, in med dolgoročnim stresom, kamor pa lahko štejemo mobbing, razne bolezni, nesoglasje na delovnem mestu, finančne skrbi in pa učne težave. In tako spoznamo hormon kortizol, ki je zaradi svoje povezave s stresom dobil tudi ime stresni hormon. Kortizol proizvaja naša nadledvična žleza, ker imamo pa dve ledvici, imamo tudi dve nadledvični žlezi. Dajmo zdaj pogledati vpliv stresa na telo. Jaz sem ful pod stresom, jaz sem mestno dekle, meni promet pa rešilci pa vlaki pa hupanje ne pride do žuga, ampak le pa skozi nekje leti pa. Mogoče se spomnite, ko ste kar naenkrat pod stresom in vas takrat, kaj? Prime lulat. No, takrat, se pravi pod stresom, naše ledvice začnejo pospešeno filtrirati kri, posledično se seveda izloči več vode, nad ledvicami pa so tudi pripete žleze, ki v tistem trenutku pospešeno izločajo kortizol. Se pravi, bo kortizol ob stresu povišan. Če se mogoče spomnite vašega zadnjega govornega nastopa, ste imeli razen, če delate na televiziji, verjetno tudi potne roke. V telesu se ob stresu in visokem kortizolu zgodi kar nekaj stvari. Se kortizol da znak telesu, pripravi se. To je približno tako, kot tiste oranžne lučke pri Formuli 1, ki povejo voznikom, kdaj bo čas za štart. Kortizol pa ima vpliv tudi na naš imunski sistem. S čemarkoli se že naš imunski sistem v tistem trenutku ukvarja, pa naj bo to kihanje sosedovega otročka, nek arašid, ki smo ga pojedli, ali pa luskavica, ki jo veselo drgnete s komolca. V primeru stresa kortizol imunskemu sistemu reče: "Ej, stop, dovolj je." In ker imunski sistem ne sme opravljati vseh nalog, bomo, kadar smo pod stresom, veliko bolj verjetno to zboleli. Zaradi stresa se dostikrat pojavi še glavoboli, mogoče zaradi višjega krvnega tlaka, mogoče pa tudi zaradi sprememb v prebavi. No, prebava je v času stresa upočasnjena in zato imamo tudi tisti občutek, da nam pade cukor, zagotovo ga poznate, ker kortizol v bistvu napajajo te enostavni hidrati. No, nivo glukoze v krvi nam torej ob stresu pade na nizko mejo, zaradi tega se lahko recimo nekomu tudi zavrti ob odvzemu krvi. Ko pa telo zazna, da ta nivo glukoze pade, začne pričrpati dodatno glukozo iz naših zalog glikogena. In če smo skozi pod stresom, imamo skozi višjo glukozo, to pa zdaj že veste, da je to diabetes, a ne? Še vedno smo pri vplivih stresa na telo, ampak pojdimo še malo nazaj k imunskemu sistemu. Večina imunskega sistema namreč izvira iz črevesja. Tam imamo bakterije, pa ne samo E. coli, imamo tudi razne bacile, pa enterokoke, bifiduse in tako naprej. In večina bakterij je v bistvu skoncentriranih v debelem črevesju, kjer se hranijo s tistim, kar jim tanko črevo prepusti. Pri tem pa v zameno za hrano in pa prostor pomagajo presnavljati nekatere snovi, minerale in vitamine. Prav ste slišali, dobre bakterije rabimo in velja neko sožitje. Ker pa je prostor v črevesju omejen, včasih mi s stresom spodbudimo rast slabih bakterij, ki pač imajo rade stres. V bistvu je njim vsem za stresno, a imajo pa rajš hrano, ki jo mi jemo, ko smo pod stresom. Se veste, hitra hrana, sladkarije, čokolade in tako naprej.
Znanstveniki so v bistvu celo odkrili, da nam uspejo določene bakterije strenirati, s ko jih nasitimo s hrano, ki jim ustreza. Začnejo v možganih sproščati serotonin. Kaj je že to? To je pa hormon sreče. No, in v bistvu zato ni čudnega, da je kot zadnji vpliv, ki ga ima stres na telo, predstavljajo težave s prebavo. Lahko pride do zaprtja, lahko pride tudi do driske, pojavijo se lahko bolečine v trebuhu, posledično pa tudi slabše spimo in dlje časa presnavljamo hrano. No, kakšen ima pa stres vpliv na to, kako mislimo in kako se počutimo? Poznamo dva stresa. Najprej pozitivni stres, se pravi eustres, ko se na primer veselimo, da se lahko dokažemo. Ti zdaj, ko smo nehala snimati, si še pod stresom? Vsakič, ko prižgeš kamero, sem pod stresom. A veste tisto, ko čarovnik pokliče nekoga iz publike, pa pride potem ta gor, pa mu ukrade predstavo. No, za večino ljudi bi pa tak stres bil negativen in to je distres. Pri tem naše počutje opisujejo besede, kot so zaskrbljenost, nezadovoljstvo, žalost. Nekateri to nezadovoljstvo potem prenesejo tudi na svoje delovno mesto in zato postanejo manj učinkoviti. No, ko smo pod stresom, smo pa tudi manj skoncentrirani. Prvi znak za stresno obdobje je pa tudi pozabljivost, težave s pomnjenjem. A veste tisto občutek, ko imate besedo na koncu jezika, pa se je ne moreš čist spomniti? No, tudi vaš kozarec bo ob visokem kortizolu precej verjetno bolj prazen kot bolj poln, saj pesimizem velikokrat spremlja tudi depresija. Kako se pa obnašamo, ko smo pod stresom? Jaz sem po moje ful sitna. No, včasih je potrebno ogledalo nastaviti tudi samim v sebi. Ljudje pod stresom krivdo namreč dostikrat prenašamo na druge, ki pa največkrat niso čisto nič krivi. To je po eni strani logično, saj se v bistvu želimo znebiti vsej nekaj krame, ki se nam je nabrala na podstrešju. Nekateri se pod stresom zato odločijo za socialno izolacijo in so v takem obdobju nedružabni, vse več, ne? In jih je težko prepričati za kakšno družabno aktivnost. Ker pa moramo še vedno hoditi v službo, se izolacije ne moramo pač iti vsi. Kar na delovnem mestu vodi v nižjo učinkovitost in pa izbruhe jeze. Slednji pričnejo krhati odnose, ki jih imamo z sodelavci, kar stvari samo še poslabša. No, kot že rečeno, nam pa pod stresom precej bolj pašejo tiste slabe razvade, kot so recimo alkohol, kajenje, droge. Nekateri imajo napade volčje lakote, spet drugi pa čez dan pojejo zelo malo in v bistvu lahko pričnejo izgubljati telesno težo. Še najbolj pa so v bistvu med stresnimi epizodami na udaru naši najbližji. Težavo dostikrat prenesemo, nosimo s seboj domov, zaradi česar pričnejo trpeti medsebojni odnosi. Pri tem je težava tudi v tem, da ne znamo bližnjemu opisati, kaj nas v bistvu sploh matra. In zaradi česar smo vznemirjeni, zato nas poslušalec zelo težko razume. Dajmo za konec pogledati še, a si sploh lahko pomagamo sami, se pravi, kako izničiti ta stres. No, najprej je dobro, da znamo prepoznati učinke, ki jih ima stres na telo, na naše misli, občutke, na naše obnašanje in da si pri tem ne zatiskamo oči, ampak da se s stresom soočimo. Nekaterim pomaga na primer hoja v naravi, drugim savna, tretji grejo radi na masažo, četrtem pa pomaga to, da se pogovarjajo z psom. Pomaga to risanje, plesanje, poslušanje glasbe in pa globoko dihanje. Zakaj dihanje? Pri stresu je namreč značilno tako plitko dihanje, se pravi iz pljuč. In če boste to nadomestili z globokim dihanjem iz trebuha, boste mogoče odpravili tudi stres. No, če je le možno, poskušamo odkriti, kaj je tisti glavni stresor, ki nam povzroča težave in pri tem poskušamo najprej odpraviti te manjše stresorje. Recimo za nekoga stres predstavlja tedensko nakupovanje. Pri tem nam lahko močno pomaga planiranje, naprimer si izberemo dan, v katerem bomo šli v trgovino, rezerviramo dan za popoldanski sprehod, dan, v katerem se bomo spočili, prebrali knjigo in se pri tem morda boljše počutili. Dajmo se poskusiti tudi izogibati razvadam. Če že imamo zvečer potrebo po sladkem, lahko jemo na primer sadje in pa živila iz, se pravi, sladice iz polnozrnatih muk. V naši prehrani poskušamo tudi odstraniti nezdravo hrano, lahko poskusimo tudi s kakšno dieto, sploh pomaga taka, ki ima zelo veliko zelenjave. In pri spreminjanju svojega zaznavanja včasih pomaga tudi to, da se veliko smejemo. Poskušajte se obkrožiti z ljudmi, ki so dobre volje. Če vam pa to ne paše, je pa to druga možnost za vse tiste, ki se radi izolirate in to, da pač pišete dnevnik in v njega zapisujete vse svoje občutke v tistem dnevu. No, in še nekaj splošnih koristnih napotkov za uravnavanje stresa. Načrtujte prijetne aktivnosti,
Vsak človek bi se moral nečesa v prihodnosti veseliti. To je lahko tudi majhna stvar, ni nujno potovanje v tople kraje. Pričnemo z gibanjem, kortizol lahko namreč znižamo tudi z novimi mišicami. Te bo spodbudil hormon testosteron, ki deluje proti kortizolu. Lahko poskušamo tudi uravnavati lastni urnik, pri tem pomaga tudi planiranje. Na stvari se naučimo pogledati še iz drugega zornega kota. Poskušamo se tudi večkrat postaviti zase in pa poskušamo imeti doma urejene odnose. Saj veste, naši bližnji niso krivi, da smo mi pod stresom. V lekarni pa lahko povprašamo tudi po kakšnih naravnih pomirjevalnih sredstvih, ki so na voljo brez recepta. No in če vas slučajno zanima, stres na dolgi rok vodi v izgorelost in za odkrivanje izgorelosti se ukvarjamo mi. Ampak o tem kdaj drugič, zato se naročite na kanal, da ne zamudite naslednjega videa. Podelite ta video z nekom, ki je res pod stresom. Mogoče mu boste pa tudi pomagali. No, midva morava zdaj iti nazaj v laboratorij pomagati kolegicam pomeriti vse te kortizole. Tako da dajte nam stisnite like, če vam je bil ta video všeč. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!